Pred kratkim se je začela druga faza obnove gasilskega doma. Nam lahko poveste, kaj zajema in kdaj bo zaključena? Ja, druga faza se pravi zajema nadgradnjo tega objekta. Ta nadgradnja v bistvu obsega izgradnjo večnamenskega prostora, pisarn, predavalnic, ki so v bistvu nujno potrebna za usposabljanje reševalnih služb. In v bistvu je nekako najbolj vitalni del tega objekta, to je pravzaprav to, kar je manjkalo temu objektu. Saj, če upoštevamo čas gradnje, se pravi leto 1963, so bile popolnoma nekako druge zahteve za upravljanje tudi te dejavnosti. Računamo konec junija, da bo tudi ta gradnja končana oziroma predala z uporabnim dovoljenjem nekje meseca septembra. Vsi govorijo o varčevanju, vi pa zapravljate. Kako to? Ja, jaz to zapravljanje seveda razumem popolnoma drugače. Treba vedeti, da ta objekt bo tukaj ostal. Treba tudi vedeti, da so bila sredstva za izgradnjo tega objekta zagotovljena. Se pravi, pogodba, ki je bila sklenjena med Ministrstvom za obrambo in pa Mestno občino Maribor. In to ni nekaj novega, to ni nekaj, kar bi si danes mislili ali pa kar bi danes probali narediti v neki situaciji, ki se pravi slabša, kot je bila pred 2-3 leti, ampak je se pravi nekaj, kar je samo, se pravi poraba teh sredstev, ki so bila namenska za izgradnjo tega objekta. Nam lahko na kratko prosim razložite finančno konstrukcijo? Ja, tako, zdaj, če gledamo celotna vrednost investicije, se pravi od začetka, govorimo že o letu 2008 in pa nekako do dokončanja tega objekta je 2,2 milijona evrov. Od tega smo v začetku, se pravi, porabili določena sredstva za projektanta, za izdelavo projektov, za izdelavo raznih meritev in tako dalje. Bila je namreč treba ugotoviti, ali je sploh mogoča nadgradnja na tem objektu. Do potem prve faze, kjer govorimo o 470 tisoč evrov in smo obnovili nekje okrog 3600 kvadratov. Do, se pravi, danes te nadgradnje, kjer je vrednost nekje 1,2 milijona pa neko malenkost evrov. In pa se pravi tretje faze, kjer je še predviden prizidek, nekje v višini 350 tisoč evrov, se pravi s tem se potem tudi konča gradnja in se pravi bo ta objekt obnovljen na način, kot je tudi predvideno v projektni dokumentaciji.